Kot naslednjo vabim k besedi ministrico za pravosodje v odstopu, gospo Andrejo Katič. Pozdravljeni. Tudi sama iskreno sožalje družini, prijateljem v Novem mestu. Predsednik vlade je napovedal ukrepe, ki bodo v interventnem zakonu. Sama pa bi rada povedala, da sem se velikokrat sestala z vami, da sem slišala, tudi v parlamentu smo razpravljali o tem, katero zakonodajo smo na Ministrstvu za pravosodje že pripravili. Govorili smo o pravni državi, o enaki pravici za vse, o predolgih sodnih postopkov, z novo sodniško zakonodajo, novemu zakonu o sodnikih, zakonu o sodiščih, z novelo zakona o sodnem svetu, pa tudi z novelo zakona o državnem tožilstvu zasledujemo prav to, da bo pravica enaka za vse, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije stanujejo. In odgovornost predsednikov sodišč bo, da gledajo, da bodo sodniki v razumnem roku, v okviru določenih časovnih standardov izvedli postopke in da bo pravica čim prej tudi ugledala luč sveta. Že za novelo zakona o kazenskem postopku N v času mojega prvega mandata smo žrtev postavili v ospredje. Potrebno je pogledati, kako se določila izvajajo tudi v praksi. Govorili ste o ponavljajočih se pogojnih obsodbah. Že sedaj zakon to omejuje, prepoveduje. Pogledali bomo, zakaj se to ne izvaja tudi v praksi. Pripravili smo že zakon o varstvu osebnih podatkov, kjer omogoča zbiranje določenih podatkov in ki omogoča tudi namestitev kamer vse posod, kjer občina to meni, da gre za kritična območja, pa tudi kjer ljudje želijo varovati svoje premoženje in to se uporablja kot dokaz tudi na sodišču. Pripravljen je bil zakon o kazenskem postopku lansko leto, kjer smo dali policiji določena pooblastila. Videti moramo, kje je potrebno to še nadgraditi in pripravlja se že nova novela zakona o kazenskem postopku, kjer bomo naslovili to, kar pravijo tožilci, policija, pa na kar opozarja tudi sodišče. Zakaj naša zakonodaja ni dovolj učinkovita? Pripravili smo in Državni zbor je že sprejel zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Imamo pa pripravljen in medresorsko obravnavan tudi v javnosti zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Mladoletnike, ki storijo odklonska dejanja, ki storijo kazniva dejanja, je potrebno obravnavati takoj, kajti ali ukrep ali kazen je učinkovita samo takrat, če nastopi takoj. In v sklopu tega imamo pripravljene rešitve in verjamem in mislim, da smo tudi v tem delu naslovili to, kar je bilo v parlamentu nekako dogovorjeno in verjamem, da ga bo vlada kmalu sprejela in poslala v parlament. Kar je bilo izpostavljeno tudi prejšnjič, ko smo bili v Novem mestu. Novela zakona o prekrških imamo pripravljeno, smo že poslali na vlado in tudi novelo zakona o probaciji. Zakaj izpostavljamo oboje? Gre za to, da če se nekdo, ko mora odslužiti kazen z delom splošno korist, pa se le temu izogiba, kar smo velikokrat priča, da se ne govori o tem, da se še enkrat določi, pa še enkrat določi, pa še enkrat določi. Ne, bo šel v zapor. Ko govorimo o tem, da je delo splošno korist, pa iščemo izvajalce. Sedaj bo izvajalci tudi tisti, ki so v javnem sektorju. In tako bomo, verjamem, imeli dela za vse dovolj. O zakonu o izvršbi in zavarovanju, kar je kolega Mesec povedal, ja, posegli bomo tudi v socialne pravice, ali zakon o prekršku, ali zakon o izvršbi in zavarovanju, ali zakon tudi o davčnem postopku. In sama sem slišala, kaj ste govorili, da so različne prakse v različnih delih tukaj na Dolenjskem, kako je v Krškem, kako je v Kočevju, kako je v Novem mestu. Ko smo obravnavali politiko pregona oziroma letne načrte tožilstev, sem sama izpostavila, zakaj je praksa takšna, zakaj pa ni praksa podobna kot v Krškem, tudi v Novem mestu. In verjamem, da bodo lahko kolegi tožilci tudi povedali, kar se tega tiče. Strinjam se v tem, kar je bilo povedano. Ja,
že tožilci so izpostavili, da je velikokrat problem pri uspešnem pregonu tudi to, da oškodovanec, da žrtev umakne svoj predlog. Spremenili bomo kazenski zakonik tako, da bo v dogovoru z tožilstvi, kar je generalna državna tožilka že predlagala, umaknjeno to na predlog, ampak bo to šlo samo naprej po uradni dolžnosti. In kot je povedal predsednik, kaznovalna politika pri povratnikih, ja. Jaz sama pravim, ko so vprašali tudi, zakaj sem odstopila. Lahko, da smo vsi zatajili zaradi tega, ker smo videli, da državni organi, da tudi pravosodje, kljub temu, da ima učinkovite predpise že danes, v praksi tega dosledno ne izvaja. Slišala sem vas, župane, ko ste rekli, samo doslednost je potrebna. Samo doslednost. In takrat, spoštovane in spoštovani, ko ugotovimo, da nekaj v praksi ne deluje, ni vedno kriv slab predpis. Krivi smo mi, zaradi tega, ker ne stopimo takoj skupaj in pogledamo, zakaj to ne deluje. Ponavadi je kriv človeški faktor. Tako kot je povedal predsednik vlade, vse te človeške faktorje bomo poiskali, naslovili in odpravili. Zaslužimo si, da živimo v varni pravni državi. Hvala vam.